merila? Ja, in želim, da jih nekdo premaga. Poglejmo, komu je pripadla čast. Največja slovenska ujeda, ta je iz Dolenje vasi, je imela lansko sezono ogromen apetit. Nekdaj Orlič, danes Ovo je odnesel praktično vse, kar se je dalo. Zlatega orla za zmago na novoletni turneji. Ujel je tudi zlato snežinko svetovnega prvenstva v njegovi najljubši disciplini poleti. Glavni ulov sezone pa so bili 2303 točkovni zajci v obliki velikega kristalnega globusa za zmagovalca svetovnega pokala. Kot da mu veliki kristalni globus ni bil dovolj, je v ostri kljun pobasal še preostalo lovoriko najboljšega letalca v obliki malega globusa. Letalec z veliko začetnico in lastnik svetovnega rekorda za en ves dan. Peter, četrt kilometer. Prav tako dolg aplavz je bil, da kar nisem mogla začeti postavljati vprašanja. In da ste spet tukaj. Takrat ste mi dejali, da so vas očitno si zelo želeli, če ste drugič zapored na odru. Zdaj ste četrtič. Kako močno si vas potem zdaj želijo? Ja, najprej včeraj sem skupaj. Očitno se mi res zelo želijo, da me vidijo tukaj, da me zmeraj prvabijo. Ampak z veseljem spremem to čast, ki mi jo podelijo, da postanem najboljši športnik, da dobim naziv najboljšega športnika v državi. Ob taki konkurenci, ki smo jih samo nekaj smo jih videli tukaj na odru, ostalo spodaj jih je še veliko več. In kot sem že povedal, zelo velika čast, da sem jaz tisti, ki lahko prejmem naziv za športnik leta Slovenije. Počasi že ogroža vaš dosežek. Ja, potem pa Peter se lahko zmeniva za naslednjo sezono, za naslednje leto ob tem času stoji zopet tukaj. Kaj praviš? Z lahkota. Peter, ne ti smejati, kar povej, da bo, ker mi smo s tabo in držimo pesti in vem, da vsi navijajo za tebe. Znova tukaj. Iskrene čestitke, Peter Prevc. Le še ena uganka je ostala in pomagal nam je bolj razrešiti Iztok Čop, nekdanji izjemni veslač, ki je tukaj osvajal nagrade tako v posamični kot v ekipni konkurenci. Najstarejša naloga pravzaprav. Tako je. Poglejva. Znamenita judoistična lopata je pod okriljem senseja Marjana še drugič zapored dobila zlati olimpijski lesk in iskren nasmeh po zmagi. Borbe so močno spominjale na tiste iz prav tako zlatega Londona. Kot aktualna evropska in svetovna prvakinja je v slogu filmskih akcijskih junakov hladnokrvno držala tekmice na tatami v Riju. Tako močno, da so nasprotnice odnehale že precej pred koncem. Odločnost, osredotočenost in disciplina so jo navkljub poletni poškodbi ponesle na olimpijski vrh. V klubu Sankako so že zaprosili za gradbeno dovoljenje, kjer naj bi zgradili posebno vilo za razstavo vsega, kar so prinesli največji uspehi odličnih judoistov.
Tina Trstenjak, najboljša športnica v zboru športnih novinarjev. Če dovoliš vprašanje, tebe pred 4 leti nismo poznali, čeprav si pomagala Urški, si bila njena trening partnerica v Londonu, pomagali si do zlate medalje. Letos si ti prišla do zlate medalje, in zaupaš, kdo je bil tvoj trening partner v Riju? Dober večer vsem skupaj. Moj trening partner je bil Igor Trbovec. No, to je še sreča, ker ne vem, kako bi se dogovorila za naslednje olimpijske igre, tako da jaz upam, da čez 4 leta bo tudi Igor podobno ovenčan prišel z Tokija, seveda tebe pa želim vse najboljše in upam, da boš v igri, če ne prej, čez 4 leta ponovno za to lovoriko. Najlepša hvala. Že imamo istega čopa tukaj, ki ima za nešteto medalj z raznih velikih tekmovanj, da ga lahko izkoristimo za kakšen nasvet glede na tole gradnjo, kjer boste pač potrebovali na lopati, ki imate vi istok spravljeni vse kolane. Ja, jaz sem dosti veliko gradil že na začetku, tako da so varno spravljene v moji hiši, seveda pa jaz mislim, da tudi na lopati ne še malo počakajo, da ne bojo potem prosili za dodatno zaširjenje, tako da, tako kot gre zdaj, nihče ne ve, koliko bojo rabili velik prostor.